Banda, zelo lepo vas pozdravljam, tokrat ne iz studija, ampak malo drugače, iz obale, z njive, z kmetije Freško. Jaz sem Katja, poslušate Rožnato dolino, podcast, v katerem probamo rešiti svet in vse težave, ki pestijo povprečno bitje, ki je tukaj 30 letja ali manj. Preden štartamo, dejte se naročiti, samo kliknete tisti srček v aplikaciji ali ne vem kateri znak točno, pošerajte kaj, na zadnje, ko ste to naredili, se je ful poznalo, zato hvala. Na Instagramu sem Katja GS, vedno vesela, ko se kdo oglasi s kakšnim komentarjem, tako da se najdemo tudi tam. Ok. V glavnem danes bomo verjetno bolj po primorsko govorili, ker sem v Babičih, v vasi z okoli 300 prebivalci, od Kopra se gre proti Marezikam. Sedim na njivi, v bistvu v rastlinjaku. Zraven mene je Luka Belič, 29-letni kmet, ki upa, da je svet lahko boljši tudi s premišljenim in neegoističnim načinom vzgajanja rastlin in sobivanja z naravo. Luka je tudi ful hud muzičar, v bendu Pantalun si špila na saksofon, ampak do tega še pridemo. Luka, Koša. Koša članka. Lepo, da si prišla v te kraje. Ja, se počutim doma. Super, si doma, si Primorka valjda. Ja, Hrpeljeno, blizu Kopra, blizu tukaj. Tebi, Luka, ni dolgcas, ne, v življenju? Ne, v bistvu res ne. No. Zdaj je zima, zdaj si ga vzel ful bolj na easy in si vzem čas za lenarit, ampak drugače načeloma ni dolg časa, ne. Aha, zdaj si lahko privoščiš po zimi malo off. Ne bi smel. Ne bi smel, ampak sem si vzel, zato ker je bila ta sezona kar pestra in vseh pogledov, fizičnih, psiholoških pritiskov in tako da sem si rekel, zdaj malo v easy, čeprav smo že januarja, zdaj bi mogli že začeti na polno delati naprej. Te bom v bistvu kar takoj vprašala, zakaj? Zakaj bi pri 25 človek rekel, ne bom, odvetnik, zdravnik, ekonomist, ne bom šel na dopust 2-3 na leto, ne bom imel nadpovprečnega dohodka, ampak bom ob 5 zjutraj vstajal, gnojil, kosil, prekopaval, že pri 20 pisal v Google kozmodisk in se sekiral, če bom prišel skozi zimo ali ne. Ja, ful dobro vprašanje, tudi jaz se večkrat vprašam isto stvar. In nekega direktnega odgovora nimam, v bistvu zakaj. Študiral sem agronomijo, to je pač bil nek začetek. Stric je bil malo bolj kmet, za reč, in nekako iz tam lahko bi rekel, da sem črpal tiste prve signale, ok, mogoče kmetijstvo, neki terena imamo, ful je slabo izkoriščen, mogoče se da kaj narediti iz tega, no. In potem, ko si ti prišel z idejo k Nonotom, da bi to spremenil, naredil nekaj svojega gor, kakšna je bila reakcija, so ti pomagali ali je bilo tako ne, kaj se greš? Mislim, postopek je bil tak prehoden, ali kako bi rekel. Začel sem takoj v prvem letniku faksa, ne vem, koliko sem imel, 22 let, 23, nisem bil najbolj reden, oziroma nisem redno šel, tako da tam nekje. Sem najprej začel z nekim česnom. Tam je bilo, ok, česen, ful denarja, na majhnih površinah, ful malo dela ga, posadiš ga, pobereš, zaslužiš ful. Tam sem se že spoznal z kruto realnostjo kmetijstva, da to ni glih tako, da dela je ful in oni zaslužek je res pogojen z milijon faktorji. Ampak zakaj potem si vztrajal? Mislim, če si takoj videl, da tle računice ni dobre. Kaj sem? Zato, ker me je veselilo. Ker me je veselil stik z zemljo. Najbolj zanimivo je to, da ta napredek, no. Ta napredek v znanju, v temu, da več ko znaš, bolj razumeš ta sistem, to naravo, ki jo ne bomo nikoli razumeli do potankosti, po moje. Ampak bolj ko razumeš, bolj vidiš njen odziv na tvoja dejanja. Ok. Ko si ti začel, se pravi, vzgajati česen in potem za gorki čili delati, kako se je tvoj življenjski stil spremenil? Mislim, če primerjam samo s sabo, kako se, moj dan začne, ali pa kako se tvoj. Mislim, to je 24 ur biti kmet, ne moreš ti biti samo par ur na dan kmet.
Tako je. Pač skrbjo, z glavo si vedno na njivi, oziroma pri tistem pridelku, ki ga rabiš delati, oziroma tistem projektu, ki si. To je dejstvo. Povem takoj iz prve, da nisem nek najbolj največji ugled. Ptiči so rastlinjaki, ja, in tam je mačka zdaj, ki ga lovi, tako da upam, da ga ne ulovi. Kaj smo govorili? V glavnem, ja, se ne zbujam ob 5, to je dejstvo. Parkrat sem se zbudil ob 5, tako da ne morem reči, da sem običen kmet, ker zaenkrat mi še ne ustreza to zbujanje ob 5 in iti na njivo, ampak vidim, da zdaj, ko površine povečujemo in hočemo res to narediti nekaj konkretnega iz tega, bo to potrebno definitivno v poletnih dneh, ker... Ja, zdaj, ko si lahko privoščiš, da ne vstajaš zgodaj? Zaenkrat še, ali kaj? Mislim, tako da trpiš na soncu, namesto da delaš v nekih urah, ko je vse skupaj dosti bolj sprejemljivo za telo. Zaenkrat mi ni všeč se zbujati ob 5 zjutraj. Bo treba pa delati na temo. No. Mislim, odtehta to, da imaš polno glavo skrbi in da ne moreš si privoščiti poletni na dopust. Vse te stvari odtehtajo to ljubezen do kmetijstva in do narave. Jaz mislim, da ja, še posebej v signalih, ki nam jih svet in vse skupaj kažejo zadnje čase. Mislim, da to tehta, še posebej, ko se pogledaš naokoli in vidiš, da si neka redkost. In potem, ko malo spremljaš stvari, kam gremo in kam drvimo kot svet, kot populacija, se ti zdi, da je neko poslanstvo, da provaš narediti čim več na temu in provaš to stvar spraviti malo bolj na noge, kot je trenutno spravljeno. To sem tudi opazila, da ste redkost, ker niste klasična kmetija, bi se reklo. Ste neka kmetija, se mi zdi, da z ideologijo. Mogoče smo včasih, ne vem, oziroma še vedno imamo za kmeta nekoga, ki pač tam dela svoje delo, on se ukvarja s hrano, mi pridemo jo kupimo, v bistvu praktično nimamo stika nekega s kmetom. Ti pa zagovarjaš drugačne stvari, zagovarjaš, da bi mogli imeti odnos s strankami, opozarjate na družabnih omrežjih kot kmetija Freško na, ne vem, izkoriščanje delavcev v španskih rastlinjakih, ki na 45 stopinjah sploh niso plačani. Oglasili ste se, ko je bil referendum za vodo. Zakaj? Zakaj misliš, da je pomembno to, da nisi samo kmet v nekem starem pomenu? Ja, to je ful dobro vprašanje v bistvu. Pri nas tudi dosti krat ti človek reče, da si kmet, ko si misli nekaj grdega od tebe. Ti si kmet in ne vem, skje to točno izvira, kdaj je kmet pristal na dnu lestvice nekih poklicev, ki pač teoretično brez kmeta nimamo hrane, ma ne da nimamo samo hrane, nimamo niti oblek, ker bombaž dela kmet. In ne vem, brez hrane, ne vem, koliko daleč bi lahko šli. To pomeni, da kmet bi mogel biti nekje tam pri zdravniku, ne pa nekje pri, ne bom rekel smetarju, ker je spet nesramno do smetarja, ampak pač tam smo. In mislim, da se bi to moglo spremeniti. Vse skupaj pa se je definitivno spremenilo po neki drugi svetovni vojni, ko smo mi imeli to zeleno revolucijo in zdaj pa bomo mi naredili to kot nek biznis, neko podjetništvo, bomo delali te monokulture in pač to bo delali stroj in ne bo rabo več človek dejansko se ukvarjati s hrano. Pač. Čakaj, greva zdaj počasi. Mi smo ga po domače povedano začeli srati, kaj, po drugi svetovni vojni, kolektivno? Kolektivno in pospešeno, ja. Zakaj? Zato, ker po drugi svetovni vojni se je marsikaj zgodilo. Prvi traktorji so prišli. Praktično začeli smo kmetovati s fosilnimi gorivi, ne pa z zemljo in z rastlinami in živalmi. To pomeni, večino hranil, ki vnašamo v zemljo, temelji na fosilnih gorivih, mineralna, sintetična gnojila. Večino škropiv temelji na nekih fosilnih gorivih v stilu, pač vse je sintetično, vse je preko nekega laboratorija in vse se dela, kot se dela in danes zdravje vemo vsi, kje je vsak posameznik ve, koliko težav ima z marsičim. Valjda se je povezano s hrano tudi. Monokulture so prišle. Začelo se kmetovati na veliko, ogromni traktorji, ki delajo ogromne površine in valjda je lažje nekaj narediti samo
eno vrsto kulture vzgajati tam, ker veš točno, kaj boš pošprical, kaj boš pognojil, kdaj rabi kakšno pozornost in je ful lažje med 100 hektarjev iste kulture, kot pa na 100 hektarjih 500 kultur. In kaj je tukaj narobe? Mislim, zakaj ni fajn, da imamo same monokulture in da se tako na hitro... To bi lahko povedali, kaj je fora regenerativnega kmetijstva tudi, ampak zakaj ni? Zato, ker enostavno s tem zbijemo stran pojem biodiverziteta. Pač moramo si predstavljati, kako deluje sistem v gozdu. V gozdu je ful različnih rastlin, ki raste ena čez drugo, ful je nekih živalic, ki skačejo po krošnjah in po gozdu tečejo, in poleg tega je še ogromno količino mikroživljenja notri v zemlji. Mi moramo nekako neko mimiko delati ali pa nekako upoštevati ta načela gozda. Gozd ne rabi škropljenja za to, da preživi. Prebrala sem, da je v vsaki pesti zdrave prsti, ki jo damo v roke, več organizmov kot vseh ljudi, ki jih je kadarkoli živelo na zemlji. Res je. Ampak težko si predstavljati, ne? Ja, ful si je težko predstavljati. In zadnjič, ko sva se pogovarjala po telefonu, si mi rekel, Katja, če ti na hitro opišem, mi delamo iz zdrave, žive prsti puščavo. Tako je. In to se ne dogaja samo v 70 letih po drugi svetovni vojni. V teh 70 letih smo naredili res tako eksponentno škodo, glede na vse prej. Ampak v zemlja je sestavljena iz več stvari. Ena izmed pomembnih stvari, ki jo izgubljamo danes, je organska masa. To je zemlja sestavljena iz mineralnega dela, ki so, ne vem, pesek, mel, glina, to je neka tekstura, neka struktura te zemlje, tekstura, in potem pa imamo še organsko maso, ki prinese vso to življenje, ki dela s to zemljo. In jo naredi rodovitno in naredi, da se ne spira in da je res živa in zdrava in da lahko zdrave rastline rastejo v njej. Ja. Po podatkih Združenih narodov bo zgornja plast prsti na zemlji izginila oziroma se obubožala čez približno 60 let, kar pomeni, da imamo še cca 60 žetev preden, nas ne bo več? Ja, to so neke napovedi, če bomo nadaljevali s takim tempom, kot delamo zdaj. Res je. Ok, in kaj ti delaš, da bomo lahko imeli več kot 60 žetev in zakaj tega ne delajo tudi ostali? Kapitalizem. Ok, kapitalizem, ampak kako konkretno pač ga mi serjamo? Serjamo ga, mislim, sej prehod na tak način kmetijstva ni enostaven. Zato, ker vajeti vlečejo tisti, ki imajo nafto, ne vem. Mi ga pa serjamo tako, da kot potrošniki in kot ljudje smo se navadili imeti vse nad vsego roke vsak moment. Če hočeš ti bučko narediti z gamberi v pašti februarja, boš šel pač v Mercator, Spar, Lidl, kamor hočeš in boš nabavil to bučko in si naredil te gambere. To je pač en izmed faktorjev, zakaj gremo tam, ki gremo. Ampak to ni, po mojem, ne bi smel človek. Pač ljudje moramo kot posamezniki se boriti za to, da je to drugače. Ampak mi nismo krivi, da je ona bučka v Mercatorju. To je kriv nekdo drug. Ja, točno. Globalizacija. Ja, in s tem, ko nam dajo to krivdo na naša pleča, izgubljamo moč, da bi dejansko delali korenite spremembe v sistemu potem. Seveda. Se v bistvu ukvarjamo z lastnimi, nisem reciklirala te plastike, kupila sem to bučko v nekem supermerkatu, ampak kolektivno pa se ne zares fajtamo proti temu, proti dejanskem krivcu. Tako je. Ampak spet, nažalost, glavno besedo imajo tisti, ki imajo ogromno denarja. In mislim, samo tako za zanimivost. Naše kmetijstvo, na primer v Sloveniji, temelji na 20 let starih načelih, 20 let starih dokumentacijah. V našem kmetijstvu sploh ne obstaja beseda regenerativno kmetijstvo zaenkrat. Ekološko kmetijstvo, ki je daleč oziroma je neka pot do regenerativnega kmetijstva, je 10% ali nekaj takega kmetov se ukvarja s takim načinom pridelave in že to smatramo in se govori o tem, če bi vsi prišli v ekološko, bi bilo ful boljše, ampak že ekološko je
bi lahko bilo še boljše, kot je. Zato, ker vse posod so pomankanja, zato, ker enostavno se ne celostno gleda sliko. Se dela vsak, ki dela tudi kmetijstvo, pač hoče nekaj zaslužiti in pač vse logično, hočeš nekaj imeti od tega, hočeš živeti. Čakaj, ti hočeš povedati, da mi imamo edukacijski problem? Definitivno, tudi. Jaz na agronomiji, ki sem bil od vseh predmetov v teh 3 letih, smo imeli en predmet, ki praktično smo se samo pogovarjali. Ni bilo sploh literature napisane, da bi ona nam dala neke knjige, da bi mi imeli neko prezentacijo. Mi smo pač imeli debatni krožek tam, zakaj je ekološko in zakaj ne je ekološko. Tako daleč je bila, ko sem bil jaz upam, da se to kaj spremenilo zdaj v teh 5 letih, odkar me ni na šoli, ampak takrat je bilo to tako. Ogromno znanja sem pridobil, teoretičnega, kaj je zemlja, kako je sestavljena, ampak potem, ko začneš spoznavati ta način kmetijstva, ki ga jaz poznavam, ugotoviš, da o sami zelenjavi sploh ne rabiš dosti znati, ker mi ne bomo nikoli znali, kaj rabi solata točno, zato da bo prišla zdrava, ampak to zna zemlja. Glavno, da jaz znam zapičiti to solato notri v zemljo in jo zaliti in poskrbeti, da ne bo pozebla ali pa take osnovne stvari. No. In mi se pa učimo glih kontra na šolah. Mi se učimo, koliko tega in tega treba pognojiti na taki in taki površini, kakšne škropiva lahko damo za takega in takega škodljivca. A škodljivec je samo pokazatelj, da nekaj ne delaš prav, da ta rastlina je pripravljena za to, da gre v recikliranje, da umre. To dela škodljivec pač z rastlino. Se pravi, mi imamo večino zemlje onesnažene škropivi in v bistvu naša zemlja umira, po domače povedano. Tako, ma ne samo, da je škropivi, oranje. Oranje je en izmed glavnih dejavnikov, zakaj mi izgubljamo rodovitno zemljo. Ker ko so izvedli oziroma ugotovili, da lahko nekaj zorijo, je bil ful nek boom in noben ga ni zakriviti, ker pač zadeve so rastle, ampak treba je, da takrat, ko so to odkrili, je bila zemlja že 1000 let prej oskrbovana, so bili neke živali, neke horde bivolov, karkoli, kjerkoli je to že bilo, ali to bivoli so bili bolj po Ameriki, ampak živali so skrbele za to, da je zemlja ostaja rodovitna, ker oni so prišli neko ogromno površino travnato, pojedli to travo, izločili vse svoje stvari, kar so imeli za izločiti in šli naprej. In tista zemlja je potem to absorbirala, mikroorganizmi so naredili svoje in se je ta sistem, ta plast zdrave zemlje, polne življenja se je kopičil. In potem mi smo to dobili kot človeštvo v roke. In ko smo pač ugotovili, da lahko orjemo, je bilo to ful dobro, ker tega je bilo še na ogromne količine, ampak vsakič, ko mi odpremo zemljo, naredimo neko škodo. Spravimo ogljik iz zemlje v atmosfero. To je tudi eden izmed večjih problemov, ne? Mi bi mogli ta ogljik iz zraka spraviti nazaj v zemljo, da potem pride to v zelenjavo. Ne, da pride v zelenjavo, v glavnem zemlja je eno izmed največjih, bom rekel, skladišč ogljika. Ne vem, nekih 50% vsega ogljika lahko shranjenega v zemlji. A nekaj takih podatek, zdaj ne me vzeti za besedo, točno za te številke. Dajmo si predstavljati, da zemlja je kot neko ogromno mesto. Nek New York. Imamo hiše, imamo ljudi, imamo ceste, imamo vodovodne sisteme. Tako mesto sestavijo mikroorganizmi z rastlinami na čelu, in z črvi, živalmi notri v zemlji. Vsakič, ko mi zoremo, uničimo to njihovo mesto in pobijemo velik del te populacije. In vemo, da mesto lahko samo dela, če ima infrastrukturo pravo, če so hiše zgrajene, niso porušene, nimaš kje spati, ne veš, kam iti točno, če so vodovodi narejeni, tudi voda se lažje shrani v zemlji, ne teče povprek in predstavljam si, da zrušimo mesto in da prije cunami in da vse pobere. To je uranje za zemljo. Neko logično, čisto tako sklepanje, če ljudje in drugi ostali kmeti ne bodo počeli podobno, kot počneš ti. Slabo se nam piše. Mislim, kje je tle logika, če hočemo mi razmišljati za malo naprej? Logika v tem, da treba vsak bodoči kmet, ki bo mogel imeti dosti znanja.
Samo če pravimo, da je že problem, da že na faksu sploh nimaš enega predmeta, vsaj po tem, kot si mi ti povedal, ki bi se konkretno s tem ukvarjal. Kaj pa država, ne vem, vsaj država pomaga z kakšnimi programi, subvencijami, ne vem, se počutiš samega ali da imaš nekoga, ki ti bo pomagal, na katerega se lahko oprimeš, mislim, si pozitiven glede tega, kar počneš? Dajmo prvo to državo rešiti. Država sama kot sama ne da nič, je pa v sklopu Evropske unije in Evropska unija da sredstva za kmetijstvo, definitivno. In zato tudi vsi govorijo, kmetje živijo na subvencijah, kar je žalostna resnica, da ti delaš celo leto 24/7, kot si rekla, če ne drugo z mislimi, in je zelo stresno tudi, ko so razni vetri, kot je meni vrgo dol rastlinjak in tako naprej, in da v bistvu delaš za nekega bogega minimalca, ne? Če sploh, brez subvencij. Tako da tle smo že nekje zgrešili, ne? Če ti delaš full, če delaš na ogromni površini in ne uspeš pridelati niti toliko, da bi se nahranil sam sebe, dobesedno, nekaj ne more biti v redu. Nekje mora biti neka luknja, in s tem, ko jaz te subvencije jemljem bolj kot kontrola kmetijstva. S tem, da oni kontrolirajo, kar mu bomo dali denarja, toliko denarja bo on imel. Ne? Nič več, s kmetijstvom ne bo naredil nič več. Ne vem, zakaj se nič ne spreminja, no? Ker ve se, da s takim načinom ne bomo prišli daleč, da res uničujemo in delamo dezertifikacijo, to pomeni, da iz super rodovitne zemlje delamo puščavo. Ne vem, kdo bo to spremenil na nekem višjem nivoju. Ker tudi vsi te kmetje, ki jih jaz spremljam, redko kdo je ful neki povezan z neko predhodno izobrazbo, z nekimi šolami, takimi drugačnimi. Pustimo, Amerika je res ful bolj napredna, zato ker so tudi dosti dlje šli že kot mi s temi monokulturami in so dosti več škode že naredili kot mi. Mi živimo v Sloveniji, Slovenija je še zmeraj zelo zelena država, vsaki živi na vasi, ima svoj vrt, ampak že tle vidimo iz leta v leto, da smo zmeraj manj kos podnebnim spremembam, škodljivcem, in tak način, naraven način kmetijstva vse te dejavnike ful omiline. Nisi toliko pol odvisen od tega, ali je meja zaprta, ali ni meja zaprta, ali bo pihalo, ali ne bo pihalo, ker pač imaš totalno rodovitno zemljo in lahko delaš naprej. Na Instagramu je veliko ljudi zanimalo veliko stvari o tebi in o tvojem načinu kmetovanja. Jana zanima, a obstaja kakšna platforma, preko katerih lahko direktno dostopamo do lokalnih pridelovalcev, naprimer kot neka digitalna tržnica, se pravi, če je on v Ljubljani, ti si tu v Babičih, kako bi on prišel do tvojega korenčka dobrega? Mislim, jaz tu nočem, da pride nekdo iz Ljubljane po moj korenček. To je zelo grdo rečeno, ampak pomen takega kmetijstva je tudi, da se dela na lokalni bazi. Tako je bilo, nekoč je bilo tako, potem to se vse skupaj spremenilo, zato ker so ljudje se centrirali noter v nekih zgoščenih mestih in normalno tam nisi mogel vsak svoje zelenjave in hrane pridelati. Meni najbolj se mi zdijo koristne zdaj družbena omrežja, ker enostavno tam imamo pregled nad vsem, vsi smo tam gor. Če hočeš danes karkoli delati, si tam gor in tam je najlažji način, kako poiskati ljudi. Jaz marsikoga, ki mi je pisal z Ljubljane, sem ga pač naslovil do nekoga, ki ga poznam v okolici Ljubljane, da je rešil to tam z njim, zato ker meni se zdi nesmiselno, da ti pošljem 100 gramov mikrogrinsov v Ljubljano. Ker delamo več škode, kot koristi. Ne? V bistvu bi mogli podpirati majhne kmete, lokalne pridelke, sezonsko hrano. Ja. V bistvu back to the roots. Back to the roots, ja. Ampak to je težko. Jaz verjamem, da je težko, ko trgovini je še zmeraj vse. Ne? Mi se pogovarjamo zdaj o tem, ampak trgovini je še zmeraj vse in po nizkih cenah. Res pa je, da vsi smo mogoče opazili že ali pa čuli, da cene rastejo. Cene hrane rastejo. Nasplošno cene rastejo, ampak cene hrane bo šle gor in to sunkovito v prihajajočih letih. Ja, in normalno je, da verjetno potem tvoj korenček bo stal malo več kot od tistega v hipermarketu. To ni nujno, zato ker, mislim,
kako ceno dati, na kaj s tem imam še ful problemov, ker sem kojme začel, se spoznavam z zadevami, ampak načeloma valjda, nek korenček iz Španije ali pa iz Nizozemske, kjer je nek korenček, ki ga to delajo na 100 hektarjih, strojno, ker ni videl človeške roke praktično od začetka do konca, od semena do police, valjda, da bo bolj poceni, ker je vse skupaj narejeno tako, da bo bolj poceni. Jaz sem, koliko procentov tega korenčka je dejansko zdravega? 0,5% temu reči. Mislim, kaj se konkretno ta korenček razlikuje od korenčka, ki je zrasel v zemlji v Babičih? Kot prvo, koliko časa sploh rabi. To je zelo pomemben tudi podatek, koliko časa rabi hrana iz tega, ko si jo ti pobral, do tvojih ust. To je zelo pomemben podatek. Ker padajo in vitamini in vsebnost antioksidantov, to s časom pada. Pa lahko imaš ti to v skrinji, v hladilnici, kjerkoli. Sveže je sveže. To je ena izmed glavnih stvari, zakaj lokalno. Druga stvar, vse, kar je poceni in je ful tako dostopno, prihaja z nekega okoliša, ker ni ne ekološko, ne integrirano, ampak neka konvencionalna pridelava. To pomeni, da so preventivno škropili in preventivno gnojili samo zato, da pač dosežejo svoj minimum oziroma cilj, ki so si ga zadali za nek pridelek. To pomeni, da lahko je nek korenček bil šprican 10-krat brez nobene potrebe, ampak najverjetneje vejo, ker ga delajo na tak način, da bo imel en kup bolezni in škodljivcev, ker pač se ne dela tako, kot bi se moral delati. In s tem zaužijemo en kup nekih snovi, ki so v mikroskopskih dozah, ampak dolgoročno se to pozna. Enostavno na zdravju in na počutju in na vsemu. Ampak ti je težko to kvantificirati, bom rekel. Težko je zavestiti, če na oko nima ta razlike, ne? Bo če lepše zgleda tisti velik korenček v Mercatorju ali pa Sparu ali pa Lidl ali pa kjerkoli. Ali pa na tržnici tudi. Tržnice so tudi neka taka sketchy točka za zelenjavo. Pač spet, moraš poznati človeka, kjer kupuješ. Enostavno, če priješ tam in vzemeš od nekoga in iščeš najbolj poceni korenček na celi tržnici, boš najdel nekoga, ki verjetno ni v življenju proizvedel tega korenčka in ga prodaja. Ful štekam, ampak Vida je imela na Instagramu ful dobro vprašanje. In sicer, kako biti obubožen študent in hkrati trajnosten, kako ne kupiti paradajza iz španskega rastlinjaka za €0,5, ampak ne vem, tvojega ali pa nekega drugega za €1 ali pa €2. Treba se vprašati prvo, kaj so nam prioritete. Itak je, nam je danes prišlo, da hrana je neka samoumevna stvar. Ni nam prioriteta kot, kaj imam da v usta, ampak je nekaj samoumevnega, ker vemo, da hrano dobimo na vsakem vogalu. Že s tem je težko se odločiti, da namesto €10 bom dal €20 za isto hrano, ampak to dosti krat tudi ni nujno, da je res. Hrana, ki je pridelana lokalno, hranilno bo dosti bolj nahranila človeka, kot pa neka prazna hrana, poceni hrana. To je dejstvo. Zdaj, točnega recepta jaz nimam. Je nek postopek, po moje. Če ti kot človek hočeš, zdaj bi jaz rad začel jesti malo bolj zdrav, kot sem jedel do zdaj. Skenslal McDonald'se in vse, kar treba skenslati. Po moje neka predelana hrana je še največji cancer od vsega, katere ful zaužijemo. In bom pač postopoma, bom 2-krat na teden, 1-krat na teden grem na tržnico in iščem tudi zelenjave, ki so nižjih cen. Ne bom prišel na tržnico in si želel jesti, ne vem, streljam, nek motovilec, ker je zelo drag, ker na nekih površinah se ga da pridelati malo, ampak bom vzel neko solato, kristalko, ki bo bolj poceni in prilagodiš tudi hrano, ki jo boš jedel na svoj standard, na svoj budžet, s tem, da boš najverjetneje dobil dosti več hranil s tisto solato, kot pa z nekim motovilcem, ki je bil v hladilnici 3 tedne. Luka, kaj pa čisto tako osnovno, kako sploh tržiš to, kar delaš? Mislim, kam prodajaš, kako prodajaš?
Kako folgaš? Imaš nekoga, ki to odkupi od tebe, ali kako delaš na tem odnosu s strankami? Letos smo začeli s sistemom Gajbic, kar se mi zdi point tega načina kmetovanja, kot ga imam jaz. To pomeni Gajbica, jaz že vnaprej, za en teden naprej sestavim Gajbico, kaj bo notri. Za 10 evrov sezonske zelenjave. Jaz vem, kaj imam zdaj na zalogi in te 4, 5, 6 različnih kultur bo bilo notri v Gajbici za 10 evrov. In meni cilj je, da ljudje razumejo, da mogoče ni najboljše, da si oni vedno zamislijo, kaj bi točno jedli in točno to dobili, ampak da dobijo nek zabojček, ki bo mešana zelenjava notri in nekaj naredijo ven iz tega, ker vejo, da s tem bojo podprli neko kmetijo. In to samo zato, ker smo tako mikro, ker če bi želeli imeti več, bi mogli iti ful manj kultur gojiti, ful manj različne zelenjave gojiti in imeti vsega pač v večjih količinah. Ker pa mi gojimo 30 plus zelenjav na tako majhni površini, imamo vse dobesedno prešteto na grame skoraj in na količino glav solate in količino glav radiča in vsega v količinah določenih in je to edini način, da mi sploh lahko to prodajamo in da ne gre nič v izgubo in da pač lahko živimo naprej. No. Torej, da se ne narava prilagaja nam, ampak mi njej. Tako. In tle pa tudi ful veliko vlogo odigrajo družabna mrežja. Ja, vse stranke, večina strank sem dobil praktično prek teh družabnih omrežjih. Facebook, Instagram, še posebej boom je bil lani, ko so iz RTV-ja prišli posnet ta prispevek za Ljudje in zemlja. Tisto ful naredilo neko prepoznavnost in ljudje so videli malo tako v sliki in v besedi, kaj tle delamo in začeli prihajati in popraševati po zelenjavi in moram reči, da tiste stranke, ki jih zdaj imam, se zelo lepo prilagajajo na moj sistem, zato tudi jaz potem provam se čim bolj prilagoditi njihovim potrebam. To govorimo bolj o starejših ali bolj mlajših strankah? Stranke so 80% ženske, po moje več. Tam starost, bom rekel, da varira od 30 do 60 let. Ampak je cool videti mlade, da te podpirajo in te podpirajo. Mladi me najbolj podpirajo z všečki. Okay. Ja, pač to je realna slika, ni nič narobe, pač glavno, da oni vejo, kaj se dogaja in ko bo imeli opcijo izbirati, da bojo izbrali pravno. Tudi če zdaj ne morejo vsega tega privoščiti, marsikdo in ima svoje načine, da vidijo to in tako me najbolj mladi podpira, ampak kar se tiče mladih študentov in to, takih strank je zaenkrat zelo malo. No. Ok, pičimo naprej še na druga vprašanja z Instagrama. Tine sprašuje, citiram, kdaj bi poslal vse v 3 krasne? Kaj so najtežji momenti za kmeta? Pa tudi, ne vem, poleti, ko si omenil, da je največ dela. Poleti je tudi največ špilov, ne? Mislim, se ti kdaj zgodi, ne vem, da je ful bolan špil bil na plaži v Ankaranu, na Študentu, ful ste ponosni, bend je skupaj, bolana afterica, tam bi bil do 6 zjutraj, če bi lahko bil, ampak ne, ti moraš ob 6 zaliti solato in pripraviti gajbico za Marjano. Ne, da bo pri službu pobrala svoj zabojček. Mislim, kako to handlaš? Se je zgodilo, že par takih eventov. Kako bi jaz to rekel? Pač obe stvari delam ful z veseljem in z dušo, ampak definitivno niso neke stvari, ki bi se res držale z roko v roki, kar se tiče časovnega spektra. Glasba je, špili so zvečer. Je tudi stvar osebe. Ni nujno, jaz bi lahko po špilu, wow, ful dobro, čau. Jaz grem domov spat, ker sem odgovoren kmet. Ampak ne, jaz imam tudi svojo željo po temu, da se sprostim in tam odžuram. Bolj se da oboje? Pa da se oboje, če bi bil sam, se definitivno ne bi dalo oboje. Zahvala temu, da se da oboje, je to, da delam kot prvo na majhnih površinah in kot drugo, da imam cel moj kolektiv domač, od staršev do nonotov, do brata, do punce, ki me podpirajo in mi dosti krat uskočijo na pomoč, ko vejo, ok, Lukaš, ono nastop, kaj rabimo nabrati. Rabim 10 kil špinača za jutri in
40 glav solate, uskočijo moji na pomoč. To je, mislim, da edina stvar, da smo speljali leto do konca, mislim, je bila zelo pomemben dejavnik, da smo speljali leto do konca, pomoč, ki sem jo prejel od domačih. Ker zadnjič tudi sem srečala tvojo punco v Ljubljani in sem vprašala, kje si, in je rekla, da počivaš, ker te je zgrabilo v hrbtu. In potem sem šla prav pogledat in si celo napisal na Facebook, zadnji mesec dni moram reči, da je bil sila naporen in to ne zaradi odvečnega dela, ampak zaradi reality checka okoli fizične in psihične pripravljenosti na delo. Namreč, ko te mladega in zagnanega zablokira bolečina v hrbtu, ki traja in traja, je težko ostati zbran in odločen. Mislim, lepo sem to napisal. Ja, res, me je prav ganilo. Ampak me zanima, s takimi problemi pri teh letih, se vidiš v temu zavedno? Temu ne bi rad govoril. Ali pa ja, definitivno se vidim v kmetijstvu. Kaj bom točno jaz delal kot moja prezenca, ali bom jaz delal ful fizično ali ne ful fizično, je odvisno od kup dejavnikov. Koliko bom meni ta projekt uspel, koliko ljudi bom uspel tudi mogoče prepričati v to, da se bi to lotili. Ampak ja, letos, ko me je zagrabilo v hrbtu in ko je to res trajalo, se vprašal, mislim, kako bom jaz? Se ne morem skloniti do ta, zemlja še zmeraj po tleh, nimam nekih dvignjenih gredic 2 metra visokih, oziroma meter, ajde. Treba se skloniti, treba nekaj pobrati, je še zmeraj treba obračati kile, še zmeraj govorimo o nekih kilah, ni to neka namišljena stvar v oblaku, to je fizična stvar, ne? Tako da definitivno, kar je najbolj pomembno pri temu, je planiranje. Planiranje. Pri čemer sem zaenkrat še ne najboljši. Ne? Je pa po moje to edina rešitev. Kako si res za celo leto naprej splanirati, kaj boš delal, kdaj boš delal, kaj boš gojil, kdaj so taki rukarji, ko je brez veze, da se lotiš nečesa sam in poiščeš pomoč, ko je nekaj res treba par prikolic komposta razvoziti, par prikolic sekancev, to so neke take stvari, ker je ogromno neke volumna in mase treba obrniti. Tako da to vidim trenutno kot neko edino rešitev, da se res to splanira in da me ne sredi poletja, ko se vse dogaja, od škodljivcev do sonca, do suše, do ful dela, ful zelenjave, treba iti ven, ful popraševanja in da se tam kar naenkrat se zablokira. To treba biti pripravljen na to, vsaj koliko se da, splanirati, takrat bo bomba padla, julija, avgusta, takrat moram biti pripravljen, moram imeti nekoga on call, da rabim pomoč, treba narediti to in to, vedeti točno, kaj delati in biti zbran. To mi je manjkalo letos, po moje, ker vsako leto je boljše. Pač. Letos smo prvič dosegli tako prodajo gajbic, kot smo jo kdajkoli. Ker je v bistvu prvo leto, ki smo to delali za prav, gajbice. Misliš, da lahko zdaj oziroma boš v prihodnosti živel od tega? Ja. Super. Ja. Mislim, rečem s takim zato ker nič ni 100%. Jaz sem ful tak realist, se mi zdi. Pač upam si, želim si upati, delam na tem, z mislimi sem v temu, ampak pustim naravi, da dela to, kar hoče. Če bo narava me podprla, tako kot jaz upam, da me bo in bo videla ta moj input, da je nekaj dobrega do nje, mislim, da tle ne bi smelo biti nikakršnih problemov. Daj, povej mi še za konec, tisti, ki nimamo kmetije, kako pa lahko mi podpremo naravo? Mislim, zdaj naravo ali hrano. Zdaj, za moje pojme je najbolj pomembno, da vsak razmisli, če je sposoben si pridelati kaj hrane sam ali ne. Zdaj, kaj pomeni sposoben si pridelati kaj hrane? Že to, da v neki Ljubljani, v nekem kjerkoli si, v nekem stanovanju, imaš nek balkonček in imaš tam 4 lonce z rožami. Une rože so ful estetsko vrednost, imajo ful visoko, ampak poleg tega ne vem, kaj si naredil z njimi. Če pa boš imel tam 4 glave solate, boš imel vsaj začimbe, s tem si že pripomogel sam sebi, da si pač si vzgojil neki in
si preprečil to, da bo neka veriga, pa nek supermarket prodal to tebi. To je neka prva stvar, ki bi mogel vsak se vprašati, če je sposoben to delati. Če pa si res ne, to ni zame, to je pač, jaz bi jedel zelenjavo, bi jedel karkoli, ampak ne bi rad vzgajal to, ker je ful težko in meni se tega ne da. Ok, tudi upravičljivo, ampak najdi si nekega kmeta, najdi si nekoga, vprašaj koga, ki ima koga. 100% se da najdeti in tudi če ni 100% tvoj diet, tvoja prehrana temelji na neki ful zdravi prehrani, je še zmeraj boljše, kot da nič ne delaš na temu. To je nek začetek, ampak če bomo ostali na začetku še 100 let, ne bomo prišli do 100 let. Naj vsak naredi, kar lahko. Tako, to je glavno po mojem. Ok, Luka, ful ti hvala. Hvala tebi. Ti želim vso srečo. Jo bom rabo. In upam, da smo koga kaj naučili, da bo kdo kaj pomislil. Jaz bom. Upam, da bo marsikdo še kaj pomislil, ampak res mislim, da se nekaj dogaja v tej smeri. No. Večkrat dobim sporočila, Luka, gledam tvoje objave, tvoje stran, poznam te, ki jih omenjaš iz Amerike, ki so neki influencerji, kar se tiče tega. In tudi jaz se lotevam tega, kje da dobim kompost, kje dobim semena in tako sporočila me ful motivira, ker pomeni, da že tle v Sloveniji delamo nek community, bom rekel, teh pridelovalcev, ker na obali, koliko jaz vem, sem zdaj sam, ki dela to tržno, je še en, ki ga poznam, ampak dela tako poltržno in to je to. Potem poznam enega iz Dolenjske, poznam enega iz Gorenjske, in poznam 3 Italijane, tle, tako čez mejo. In tle smo zaključili in naš 6 definitivno ne bomo nahranili cele Slovenije, zato rabimo ljudi in rabimo, da se ljudi motivira in definitivno bi rabili pa tudi podporo neke večje sile, ker jaz, kot sem rekel, ta rastlinjak sam si ga ne bi mogel privoščiti. Kje? Nisem ga niti še pokril, že 4 leta je tle. Niti zdaleč ga nisem še pokril. To pomeni, da jaz sem imel ful srečo, ampak da se začeti tudi z manj budžeta, ampak mora biti res volja na vrhuncu in zbranost in predanost do tega in planiranja in tako naprej. No, upam, da bo to slišal tudi kdo, ki ima moč na tem področju. To je bilo ful dobro. Hvala tudi vsem, ki ste prišli z nami do konca. Dajte se naročiti na Rožnato dolino. Če bi radi Lukca kontaktirali, Kmetijo Freško najdete na Instagramu in Facebooku. Freško kmetija. Za vse predloge, komentarje in ocene sem vam na voljo na Instagramu kot Katja GS ali pa na Facebooku. Se slišimo tam, če ne pa čez 2 tedna v Novi Rožnati. Fajn se imejte in podpirajte lokalne kmete. Čau. Čau.